Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. Te večer je zjutraj dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo večerove udarne novice dneva. Danes je sreda, 29. april 2026. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju izpostavljamo, kako je posloval NK Maribor, stroški kot iz Lige prvakov, prihodki pa precej nižji. Uprizoritev Cankarjeve hiše Marije Pomočnice v režiji Žive Bujzovičar je v vrhu letošnje gledališke sezone. Sredino kavo smo spili z multipraktikom mariborskega športa in kondicijskim trenerjem odbojkaric OTP banke Branika Maribor, Dejanom Korotajem. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Bolj malo razlogov za veselje imajo te dni v NK Maribor. Članska ekipa je že jeseni izpadla iz pokala, v državnem prvenstvu pa daleč pred ciljno črto izgubila še zadnje možnosti za naslov. Še četrto sezono zapored bo še vedno najtrofejnejši slovenski klub tako končal brez lovorike. Pa to trenutno ni niti največja skrb. Vse bolj realen postaja scenarij, po katerem si klub prvič po letu 2008 ne bo zagotovil poletja v kvalifikacijah za evropske pokale. No, zaskrbljujoče pa so tudi številke iz klubske blagajne, o kateri bo več povedal urednik športa Marko Kovačevič. Marko, kakšno je bilo poslovanje NK Maribora za leto 2025? Zdravo, Tjaša. Ko govorimo o poslovanju NK Maribor v letu 2025, se je zgodila ena velika sprememba. Prej smo vedno čakali na letna poročila športnega društva NK Maribor Branik, ki so bila objavljena tam običajno v poletnih mesecih, bolj avgusta. Leto 2025 pa je bilo prvo, v katerem je večji del poslovanja bil prenešen na podjetje NK Maribor d.o.o. To je sicer podjetje, ki je bilo ustanovljeno že leta 1999, zdaj od lanskega leta oziroma od januarja pa tudi uradno v večinski lasti podjetja Ačun Media, torej slovenske podružnice tega imperija Ačuna Ildžalija, ki si pravi lastnik NK Maribor in tudi dejansko zdaj, vsaj ko govorimo o tem podjetju, je. Toliko samo malo za kontekst, zdaj pa številke so pa take. Podjetje je imelo dobrih 6,9 milijona evrov prihodkov in pa kar 13,2 milijona odhodkov, kar pomeni, da je leto 2025 zaključilo z izgubo v višini 6,2 milijona evrov, kar je zdaj sicer treba še vedno počakati na podatke društva, ampak mislim, da je bolj ali manj jasno, da bo Maribor še peto od zadnjih 6 let zaključil v rdečih številkah. Zelo slikovito pišeš v tem članku, da so Mariborčani v nečem pa vendarle blizu Ligi prvakov. Res je. Šel sem gledat malo za nazaj. Leta 2017, torej ko je NK Maribor nazadnje igral v Ligi prvakov, so takrat stroški vsi skupni znašali dobrih 15 milijonov evrov. Zdaj vidimo, da so pa v tem letu, ki je prineslo recimo drugi krog kvalifikacij za konferenčno ligo, pa drugo mesto v državnem prvenstvu, izpad v pokalu in pač se pravi rezultate, ki niso niti blizu tistim iz 2017, pa samo malo zaostajajo za vse pri stroških. Prihodki so pa razumljivo precej nižji. Izguba torej bo, a kot pravijo v NK Mariboru, so v klubu na to pripravljeni, kdo bo pokril to izgubo? Poleti, še pred začetkom sezone, sem se pogovarjal z Čemom Bazgulom, vodjo nogometnih operacij. Takrat je bilo vprašanje o izgubi še iz leta 2024. Takrat je imelo športno društvo, torej ne podjetje, o katerem se zdaj pogovarjamo, ampak športno društvo 1,6 milijona evrov minusa. In takrat je prvi operativec v Ljudskem vrtu dal eno napoved, pa en del se je že uresničil. Rekel je, da bo izguba še večja, to se je že uresničilo, potem pa nadaljeval, pokril jo bo pa predsednik oziroma lastnik, torej mislil je Ačuna Ildžalija. To pa bomo videli, kako se bo pokrilo. Ampak nekako ti turški investitorji že od nekdaj poudarjajo, odkar so se pojavili v Mariboru, da so pripravljeni na vlaganja, da ne bodo gledali zdaj na neko varčevanje in podobno. Nenazadnje je tudi sam Ildžali na eni od novinarskih konferenc v Ljudskem vrtu dejal, da mogoče ni najbogatejši lastnik, lahko je pa najbolj nor. Torej, da če se nekaj zaželi, bo to tudi plačal in sfinanciral. Zdaj bomo pa videli, kako dolgo bo še vztrajal z vijoličasti.
bomo spremljali. Pa sicer za primerjavo, kako pa so poslovali v Celju in v Ljubljani oziroma pri Olimpiji? Ja, mogoče lahko te številke, ki jih dosega NK Maribor, še boljši kontekst dobijo, če primerjamo ravno s temi klubi, ki so že malo dlje v tej fazi privatizacije. Namreč tako v Celju kot v Olimpiji neke izgube niso ravno neobičajna stvar. Zdaj podjetje FC Olimpija d. o. o., preko katerega ljubljanski klub ustvari večino tega denarnega toka, je sicer v letu 2025 poslovalo z dobičkom, ki je znašal 1,4 milijona evrov. Prihodki so bili kar visoki, 14 milijonov evrov. Recimo imelo to podjetje prihodkov, v kar verjetno lahko vključimo to, da je klub takrat še prezimal v konferenčni ligi, da je izpeljal najdonosnejšo prodajo za klub, pa mislim, da tudi za slovensko ligo z Robom Florovcem in nenazadnje v letu 2025 postal državni prvak. Ampak ta 1,4 milijonski dobiček hitro izpuhti, ko jih postavimo ob te bilance prejšnjih let, ker še vedno ima pa podjetje veliko bilančno izgubo, namreč tu se seštevajo dobički in pa primanjkljaji iz preteklih let in trenutno oziroma po zadnjem finančnem poročilu, objavljenem na Ajpesu, ta bilančna izguba znaša kar 23 milijonov evrov. Potem Nogometni klub Celje oziroma podjetje NKCE d. o. o., ki je povezano seveda z zdaj aktualnimi državnimi prvaki, je v letu 2025, čeprav se je klub uvrstil v četrtfinale konferenčne lige, pa osvojil pokalno lovoriko in potem nenazadnje konec leta tudi nekaj odmevnih prodaj izpeljal, kar bo sicer verjetno zabeleženo šele v bilancah za leto 2026, je imel relativno visoko izgubo, znašala je 3,7 milijonov evrov. Ampak spet v primerjavi s prejšnjimi leti pa niti ne tako visoko, ker tudi ko seštejemo vse te izgube prejšnjih let, je podjetje povezano z grofi na bilančni izgubi 19 milijonov evrov. To je 19 milijonov minusa se je nabralo v zadnjih letih na Stadionu Zvežere. Tako da je to neka oblika delovanja teh, rečemo jim, privatiziranih klubov v Sloveniji, da lastniki zavestno grejo v to, da trošijo več, kot pridelajo in iz lastnega žepa nekako krijejo izgubo. To je vzdržen model, dokler imaš takšnega financerja, ko ga pa izgubiš, je pa verjetno povsem druga zgodba. Vrniva se zdaj za zaključek tega pogovora še k privatiziranemu klubu, s katerim sva začela. Torej te slabe predstave na igrišču, o katerih sva se pogovarjala pri vijoličastih, izgleda, da terjajo ukrepe, oziroma pogovarjava se torej v torek popoldne. Dopoldne si pisal, smo prejeli na uredništvu namig, da naj bi se torej tresel trenerski stolček v NK Maribor. Se res trese? Kako resno se trese? Kakšne so zdaj zadnje informacije v torek popoldne? Zdaj, takšni namigi so sicer prihajali že kar eno malo daljše obdobje, vse odkar je postalo jasno, da NK Maribor niti v teoriji ne more več postati državni prvak. Da so lastniki obupali nad Feđo Dudićem, da že pripravljajo zamenjavo. Sam Sarajevčan je to večkrat zanikal, oziroma zanikal, dejal, da se tega ne boji. Nekih uradnih signalov ni bilo. Je pa res, danes tam malo pred poldnevom je zaokrožila informacija, da bi se znalo zgoditi, da bo Maribor še četrtič v tej sezoni oziroma petič, če še vse tiste začasne mandate Radovana Karanovića upoštevamo, posegel po trenerski rošadi. Naj bi se Sportklub je recimo poročal, da se bodo zgodili neki izredni sestanki, ampak potem smo pa iz Ljudskega vrta dobili namig, da vendarle še ni tako kritično in da naj bi Feđa Dudić ostal v svojem sedlu, saj do naslednje tekme proti Radomljam. Ampak v trenutni realnosti NK Maribor se znajo te stvari hitro spremeniti in hitro zasukati, tako da mogoče, ko bo tole v medmrežju, bo že neka čisto druga slika, tako da bi se raje držal nekih globokih napovedi, kaj se bo zgodilo z Feđo Dudićem oziroma z njegovim trenerskim štabom.
Globokih napovedi ni, bomo pa spremljali zgodbo še naprej. Hvala, Marko. Hvala tebi, Tjaša. 10. maja bo minilo 150 let od rojstva Ivana Cankarja. Umetniški vodja in direktor Slovenskega ljudskega gledališča Celje, Miha Golob, je zato sprejel odločitev, da bo cela sezona posvečena Cankarju. Takšna ekskluzivna posvečenost je riskantna že sama po sebi. Razen tega pa je bilo pred 7 leti, leta 2018, ko smo zaznamovali 100. obletnico njegove smrti, na različnih slovenskih odrih kar nekaj dobrih uprizoritev Cankarjevih del. Ampak stava se je izplačala. V predvolilnem času smo dobili izvrstno novo branje Hlapcev v režiji Jana Krmelja. Predstava je konkretno posodobljena in tako rekoč preroška lekcija o tem, kaj se bo šolo zgodilo po desničarskem prevzemu oblasti. Prejšnji teden pa je bila premiera nove uprizoritve Cankarjevega romana Hiša Marije Pomočnice v režiji Žive Bizovičar. Večerova kritičarka Petra Vidali je nad predstavo navdušena. Od Cankarjevega besedila je ostalo dobesedno samo nekaj stavkov, a če je za predstave po motivih značilno, da besedilo starega avtorja nadomestijo oziroma nadaljujejo svojim, Hiša Marije Pomočnice ostaja brez dodanih besed. Preberite, s čim jih nadomesti ter kakšne pomenske in idejne prestope prinaša. Senzualno in energijsko nabita predstava je zagotovo v čistem vrhu te že prej odlične celjske sezone novih uprizoritvenih interpretacij Cankarja in v vrhu te gledališke sezone sploh, je prepričana Petra Vidali. Mariborčan Dejan Korotaj je multipraktik mariborskega športa in strokovnjak, ki živi za gibanje. Deluje kot kondicijski trener odbojkaric OTP banke Branika Maribor, hkrati pa je nekdanji atlet, trener atletike, športni pedagog ter koordinator športnih programov na drugi gimnaziji Maribor. Z njim smo v redni sredini rubriki Gremo na kafe klepetali o pomenu dobre fizične priprave, delu z odbojkarsko ekipo, izzivih pri vzgoji dijakov ter njegovem pogledu na šport v mesto. Na vprašanje, kako odbojkarice gledajo na to, da v odbojko naša atletska prvina, odgovarja: Če sem povsem iskren, moram priznati, da večina deklet teh atletskih vsebin ne mara. Tu se ponavadi upirajo, ko se prične pripravljalni del nove sezone. Ampak na koncu vedno skušam strokovno razložiti in jim dopovedati, zakaj je to tako zelo pomembno, in stvari seveda speljemo. Osebno sem in bom vedno trdno prepričan, da je atletika osnovna baza za vse športe. Govoril je tudi o prenovljenem stadionu na Poljanah. Vsakič znova, ko pridem na naš atletski stadion na Poljana, ga dobesedno občudujem. Lahko rečem, da je to trenutno najlepša atletska infrastruktura daleč naokoli in smo lahko izjemno ponosni, da jo imamo. Celoten pogovor v rubriki Gremo na kafe preberite danes v tisku in na spletu. To je bil večerodnevni podcast Večer je zjutraj 29. aprila 2026. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki pripravljajo naši novinarji, mi drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.